Že tukaj Valentin, ura je 20 do 15. In sedaj lahko zaključimo seveda vse tri komponente samoodpuščanja. Torej najprej z ozaveščanjem preko pisanja napišemo celoten scenarij določenega dogodka. Nato si ugotovimo, kaj je sprožilec tistega čustvenega vzorca, kaj so te besedne energetske mine, ki povzročijo, da čustveno reagiramo. Potem raziščemo, katere prepričanja so v ozadju, ki niso v skladu z realnostjo v tistem trenutku. Nato sestavimo stavke samoodpuščanja, s katerimi si odpustimo te konfliktne miselne vzorce in na koncu naredimo še samokorekcijo, z katero se zavežemo, da bomo v naslednjih podobnih trenutkih ravnali drugače. Nato pa lahko vsak dan pogledamo, kakšne vzorce imamo, kakšne reakcije se nam dogajajo in lahko vsak dan intenzivno pričnemo z samoodpuščanjem in se na ta način vse bolj intenzivno osvobajamo od konfliktnih miselnih prepričanj. Pa gremo recimo še kakšen primer narediti, kompleksne transformacije od začetka do konca. Recimo, da sem nekemu prijatelju posodil denar in mi je obljubil, da mi bo vrnil do določenega datuma, in potem mi ne vrne in ga pokličem in se razjezim na njega, ker mi ni vrnil denar v pravočasnem času. Potem si vzamem to čustveno reakcijo kot za primer in si zvečer naredim samoodpuščanje. V samoodpuščanju si napišem, imam na koledarju napisano, da bi mi danes moral moj prijatelj vrniti denar, in ko sem videl, da je že dan, ko bi mi moral vrniti, pa mi še ni, sem se razjezil. Potem pa naredimo analizo tega vzorca, kaj je v ozadju. V ozadju je seveda prepričanje, da bi moral moj prijatelj se držati te obljube. V ozadju so pričakovanja povezana z absolutističnim prepričanjem, da bi ljudje morali držati obljubo, in potem si naredimo samoodpuščanje. Na primer, odpustim si, da sem dovolil in sprejel prepričanje, da bi se vsi ljudje morali držati obljube. Odpuščam si, da sem sprejel in dopustil prepričanje, da se mora denar vračati do dogovorjenega roka. Pustim si mojo reakcijo čustveno v umu zaradi mojega konfliktnega prepričanja, ki ni usklajeno z realnostjo. Pustim si, da sem sprejel in dopustil prepričanje, da je delovanje v umu popolnoma nekaj normalnega, namesto da bi se zavedal, da vsak trenutek, ki ga preživim v mojem umu, škoduje mojemu fizičnemu telesu in mi srka življenjsko energijo. Pustim si, da sem sprejel in dopustil moje bivanje v umu in na ta način dajal življenjsko energijo sistemu, ki me izčrpava in mi pije življenjsko energijo. Odpustim si, da sem pozabil na to, kako škodljivo je sledenje misli v umu, in da sem pozabil na to, kakšna posledica je v ozadju vsakega sledenja misli.
Potem pa še zavezujem se, da ko bom opazil neko misel, da bom takoj vrnil svojo pozornost na svoje dihanje in ostal tukaj. Zavezujem se, da ko bom za nekom sprejel nek dogovor in ko ta dogovor ne bo uresničen, da ostajam tukaj, učinkovito diham in se odločim za fizične aktivnosti, zdravorazumske, čustveno stabilne komunikacije za osebo, za katero imam dogovor, da zvem, zakaj se ta dogovor ni uresničil. Torej, gre tukaj za to, da se osvobajamo od čustvenih reakcij in da smo sposobni komunicirati z drugimi ljudmi, ugotavljati, zakaj se stvari niso uresničile tako, kot smo pričakovali, tako, kot so nam bile obljubljene, in da se pozanimamo o teh stvareh na miren način, na ta način, da ne povzročamo konflikta ne v sebi, ne v drugih ljudeh, ter da potem izboljšujemo komunikacijo in medsebojne dogovore in sodelovanje z vsemi ljudmi. Toliko za danes, nasvidenje prihodnjič.